Jaz imam pa tukaj japonske sladkarije. Malo sem že lačna, teda dajmo kar skočiti notro v škatlo, okej? To so moje sladkarije, ko jih naročujem zdaj že kako leto, imenujejo se Boxu, ampak to ni sponzorirano, tega da kar neki. Tole je novoletna škatla, okej? Paket je zamujal. Stvari so tukaj za novo leto, ne bom zdaj neki ful veliko razlagala, pač pa dajmo kar probat, kere vse stvari sem dobila tokrat. Tukaj je ena mapa japonske, če koga zanima iz kot je kaj. Tole imamo tale Shonen Gold Chocolate Crepe Roll. Ne vem, čokolada. Pa je zdaj to. To? Ja. ASMR. Ful diši po citrusih. Moj bog, to zgleda kot ono, ko si daš notro v sladoled, veš, v banana split ali pa kaj takega. In verjetno se tudi tako sliši. Tega jaz ne bi jedla kot kar tak snack. Jaz bi si to dala notro v sladoled, pa nek preliv čez, pa bi bilo dobro. Tek samo po sebi je pa boring, pač. Wow, to je bilo kar neki. Tule je Puree Gummy Premium, se pravi neki žele bombončki, verjetno. Vkus jagode. Imamo jih tukaj. Koliko to diši? Diši pa ful po unih, po jagodnih bombonih. Moj bog. Evo, tekle zgleda. To ima gor, tako da je mečkan kiselkasto. Ampak ful mal. Notar. Jaz moram biti še enega. Koliko so cute. Jaz se ful opravičujem vsem, ko sovražite ASMR pa smokanje pa vse te stvari, ampak jaz tudi to sovražim, ampak ful je zabavno to snemati. Tile so ful dobri, ful imajo okus po jagodi, pa dejansko ni tak fake okus. Dejansko je dobro. Ko ponavadi jagoden fake okus zna biti tak, no. Ta bi bil dober, ta bi bil redu. Tole je Lucky Mayo Curry Okaki Rice Crackers. Pravi z okusom curryja in japonske majoneze. WTF. Pa žirafa je gor narisana. Zakaj jaz to dvomim, da bo dobro? WTF. Ali pa tudi, ful smrdi po curryju. Tekle zgleda, kot tak deformiran smoky. Diši ful po curryju, ja. Če sam poližeš tist prah dol, ful ni dobro. Če pa dejansko poješ, kaj noter rice cracker, rižev smoky je. Pa je pa kar dobro, na. Sam ne smeš ga sam lizati, ker pa je pa that's what she said. Ne moram se odločiti, da mi je dobro ali mi ni, pa mi bolj ni. Naslednja stvar je Country Ma'am Choco Mamire. Choco Mamire pomeni veliko čokolade. Se imam rada čokolado, sam ne maram preveč čokolade, tako da tale veliko čokolade me malo skrbi. Dejansko ima vsak paketek svoj dizajn. Kako cute. Ja. Čokolada. Diši po zelo temni čokoladi dejansko. Po teksturi je tako ona milka, ko ima mehurčke noter. A veš, kjera? Ja, ni mi všeč. Se imam rada temna čokolada, sam mora biti ali temna čokolada, ali pa mlečna čokolada. To je pa nekaj vmes. Za pojesti je, ampak mi je tekstura čudna. Jaz sem ful na teksture in to ima tako mokasto teksturo in čokolada ne sme biti mokasta, je mal čudna. Zakaj meni v tej škatli ni nič všeč? Naprej imamo Fujia Nectar Peach Mochi. Mochi! Obožujem mochi! Mochi so cute. Moči so dobri, takle zgleda notro v paketku. Tak mehek je, tak polštrček in s tako moko gor in je se enostavno, joj, tukaj je cute. Definitivno diši po breskvah. Všeč so mi te stvari zaradi tega, ker imajo ful take naravne vonje. Nimajo onih fake vonjev po sadju, ampak dejansko diši po breskvi, po sočni breskvi. Ja, noter ima takle žele. Pa smešno je, ker ima zunaj, ima tudi dejansko take občutek, kot da bi breskvo obožal, tako da je res, kot da imaš tako ful mehko breskvo. Tu not je pa bolj kot taka breskova marmelada. Tole je dobro. Wow. Naprej imamo Fermented Butter Kaoru Custard, preveč besed. Fermentirano neki, to zna biti vprašljivo. V temle oranžnem zavojčku. Pa če ima to okus? Citrus, fermentiran puter. Kaj? Noter je alkohol. Okus ima pa na eni navadni limonini torti. Če bi bilo hladno, bi bilo ful boljš, ampak je tako, da bi jedel neko torto. Tako ful razmočeno. V redu je. Mislim, ni mi najljubša stvar, ampak je pa v redu. Black Sesame Crispy Candy. Ne, črne sladkarije. Vse to ni likoriš, ne? Na zunaj naj bi bilo trdo, noter naj bi bilo pa tako flaky, se pravi takih slojih. In z okusom sezama, kaj? V zlati vrečki pride, gadem. Upam, da je tudi dobro, če v zlati vrečki. A zakaj Japonci to delajo, da je plastika v plastiki? Strah me je. Wow. Ful diši po sezamu. Tako je, kot da bi bil navaden trd bombon, ampak diši pa ful po sezamu.
Noter se vidijo tile sloji, ne vem, če vi to vidite. To okrog je tak trd bonbon. WTF? Ne morem sprocesirati. Trd bonbon z okusom sezama. Ha? Gremo naprej, jaz ne znam tega razložiti. No, zdaj, ko smo probali najbolj čudno stvar na svetu, je naslednja stvar Yokohama Butter Sandwich Cookie. Ti so zelo pogosto darilo za turiste, ki pridejo v Yokohamo, zaradi tega, ker je na vsakem keksu gor en potisk mesta. Noter je buttercream, se pravi neka krema iz masla. Delajo jih pa v Yokohami že od leta 1946, zato upajo, da bom lahko okusila vso zgodovino noter. Definitivno rabim si okus popraviti potem s sezamom, ker je prav čudno ratu. Evo, takle zgleda tale paketek. Dejansko je gor narisan. Kako cute. Je neka lampica, pa nek parček zadaj. Na drugi strani je pa fuzbal igrišče. Definitivno diši po maslu. Ko si zapečeš toast, pa gor sam puter namažeš. Tako okus ima. In to je ful dobro. Vidiš, not je ta krema, pa mačkanje še soli gor. Da je malo slankasto. Definitivno sem si popravila okus. Ok, gremo naprej. Te pa že poznam. Tole se pa moči puffs, Hokkaido cheese. Se pravi, te sem že imela v prejšnjih škatlah. Ampak tale je z okusom sira, tako da zna biti še toliko boljš. On ima rad sira, come on. Jaz jim rečem oblački, ker izgledajo kot taki mali oblački, a niso. Diši po siru. Diši po onih smokijih s sirom. Pa ful so lahki, taki, kar stopijo se ti na jeziku. Definitivno pa še sir tukaj zraven. Ti so res taki nežni. Tele obožujem in sem vedno ful nadušena, ko pridejo na to škatle. Te da bom definitivno še enega pojedla. Naslednja stvar je tale chips iz Mapo chili olja. To je v sodelovanju z neko kitajsko restauracijo, ter se okusijo te kitajske paprike. Upam, da ne bo preveč pekoče. Diši pekoče. Ne, prosim. Tak čisto navaden čips. Mogoče malo preveč pekoče za moj okus, da definitivno bo tole pojedel Žan. To bi mogla za na konec prehraniti, ker sem si čisto skurila borbončice. Spet imamo nekaj s sezamom. Black sesame okoši. Podobno kot ona fora, sem na taka malo bolj tradicionalna. Skoraj istem paketku kot one, sem da nima okrog tistega ovojčka. Zdaj gleda na to, da mi on ni bil neki ful všeč, pa da ta isto smrdi po sezamu, ker zdaj mi sezam smrdi, ker ono je bilo prav preveč. Trda je. Zakaj so Japonci tako obsedeni s sezamom? Ta en ugriz je bil dost. Sezam je ponavadi začimba, ko jo daš mal. Ne poješ celega keksa s sezamom. It's a no from me. Ne bom, ker on je bil grozen prej in tudi tega nočem. Ne bom. Black Thunder Shifuku No Butter. Black Thunder je zelo popularna japonska čokolada, ki ima čokolado, čokoladni keks in puffed rice, se pravi ta puffed. Napihnjeni riž. Ok, ta prije še v takem scary zavojčku. To zna biti malo preveč čudno za moj okus. Zdaj je kot tak navaden Snickers bar, iskreno. God, jaz sovražim te čokoladne stvari. Zakaj se jaz ne zmrdujem, da dobesedno vsem v te škatli? No, ampak to je zaradi tega, ker jaz nisem fan teh stvari. Noter zgleda tekle. Okus ima res mečkam po putru, pa potem rižu, ampak večinoma pa po čokoladi, ko niti ni toliko dobra. Ok, zadnja stvar, pa imamo samo še čaj, ki ga ne bom probala. Tole je Daruma Senbei Rice Crackers, se pravi, spet imamo neke riževe krekerje, kako klasično za japonsko. Naj bila v obliki Daruma, ki so tradicionalne japonske lutke, ki simbolizirajo srečo. Noter pa je 8 različnih okusov. Matcha, nori, črn sezam, ne spet. V bistvu jih je samo 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kva? 7 jih je. Okusov je pa 8. Sem klikiral pustno. Še ena enot. Ok, jih je 8. Kjero gremo prvo. Jaz bi prvo toto z norijem, ker obožujem nori. Ok. No ja. To je sezamova, to ni norijeva. Preklet sezam. Pa še tole rozasto bom probala, ker je cute. Ta je pa malo kisla. Ta je malo bolj sladka, ampak also kisla. Taka ima po nekem sadju okus, ampak ne vem po kjerem. Ta je bila dobra.
Ostale si bom pa za kasneje prehranila. Zadnja stvar tule noter je pa še tale organic gen matcha čaj. V bistvu prije v vsaki škatli in mi ni dober. Te da ga ne bom probala. To so bile moje nove japonske sladkarije. Bile so redno ne bom več naročena na te škate, ker iskreno niso več dobre. Včasih so bile boljše. Hvala, da ste gledali tale video. Če vam je bil všeč, mi dajte en like, da spadi se naročite na Džunglin kanal. Lepo se imejte in veliko se smejte in vidimo se naslednjič. Čau!